Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin, spoštovani in spoštovane. Ste v zadnjem času v Novi Gorici in Gorici opazili napise Go 2025 v smaragdno-modri barvi in se spraševali, kaj se bo dogajalo prihodnje leto, ko bosta mesti gostili Evropsko prestolnico kulture? Ostanite na naših frekvencah. V naslednji uri bom z vami Katja Munih, skupaj z današnjimi gosti, ki jih bom predstavila v nadaljevanju, pa se bom sprehodila po vsebinah, programu, prizoriščih Evropske prestolnice kulture oziroma krajše EPK. Spregovorili pa bomo tudi o tem, kakšni bodo dolgoročni učinki projekta na čezmejni prostor. Sedaj pa je že čas, da pozdravim moje današnje sogovornike. Z nami so direktorica zavoda Go 2025 Mija Lorbek. Dober dan. Dober dan, lepo pozdravljeni. Umetniška svetovalka na omenjenem zavodu Neda Rusjan-Bric. Dober dan. In pomočnik direktorice Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTSGO Tomaž Konrad. Dober dan. Evropska prestolnica kulture je torej projekt, ki ga za dobo enega leta nosi eno ali več mest v Evropski uniji. Prihodnje leto bosta to čast imela nemški Chemnitz in, kot omenjeno, Nova Gorica z Gorico. In temu se bomo posvetili v nadaljevanju. Projekt v marsičem orje ledino, nenazadnje bo to prva čezmejna Evropska prestolnica kulture. Gospa Lorbek, kako bo projekt naslavljal to čezmejnost? Kakšen je cilj projekta v tej luči? Cilj projekta je predstaviti to našo unikatno krajino, to unikatno zgodbo dveh mest na obeh straneh meje, torej, in ustvariti novo somestje. V prvi vrsti seveda gre za celoletno dogajanje, ki bo predstavilo bogato kulturno krajino našega borderless območja, ki ima pa celo vrsto pozitivnih učinkov na naš prostor. Tako bo zraslo celo novo območje, postavilo bo naše lepo somestje na zemljevid turističen in spodbudilo celo vrsto dejavnosti k pozitivnim ekonomskim učinkom. K čemur se bomo še vrnili v nadaljevanju. Rdeča nit Go Borderless je te prestolnice kulture slogan, ki povzema to srž brezmejnosti. Precej drzne so bile tiste sanje, prve ideje, ko ste županoma obeh Goric, tedaj Mateju Arčonu in Ettore Romelju, predstavili zamisel o tem, da bi ta prostor povezali s projektom EPK. Kaj ne, gospa Rusjan-Bric? Ja, res je. To je zdaj že dolgih več kot 8 let nazaj. Tako. Takrat smo razmišljali pač, če bi pa vseeno mogoče tako majhno mesto, kot je Nova Gorica, poskusilo kandidirati. Namreč vedeti je treba, da je Slovenija na vrsti v letu 2025 za pridobitev naslova. In mesta tekmujejo za ta naslov. Tudi pri nas je tekmovalo več, mislim, da 7 mest takrat. Nova Gorica pa si na nek način niti mogoče nismo upali razmišljati. V vsakem primeru pa, ko smo začeli o tem razmišljati, smo razmišljali takoj, da bi povabili sosednjo Gorico. Namreč ta prostor občutimo kot eno in smo tudi takrat mislili, da je to nekaj, kar bi bilo vredno raziskati. Ne? Ni bilo prav lahko, moram reči, danes je samozavest veliko večja v obeh mestih po pridobitvi tega naslova. Danes se nam zdi to samoumevno, takrat pa ni bilo in moram reči, da se še zmeraj spomnim s kakšno, ne pri županih seveda k sreči, ampak s kakšno skepso so drugi ljudje ali odločevalci v bistvu sprejeli to, ali sploh niti ne sprejeli te ideje, ne. Potem pa k sreči oba župana šla pogumno v to, naredili smo majhno skupino, ki je začela raziskovati, a sploh je možno kaj takega, kaj to pomeni sploh Evropska prestolnica kulture, a smo mi dovolj močni in veliki v navednicah seveda, da se kvalificiramo sploh kot kandidati in nazadnje k sreči se pogumno podali na to res zapleteno in kompleksno pot. Ki podira meje, marsikatere, ne samo take fizične, ampak tudi meje v glavah, kot smo slišali. Pomembno vlogo pri čezmejnosti igra tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje ali EZTSGO, saj lahko neposredno izvaja skupne projekte v Italiji in Sloveniji. Kako to izgleda v praksi, gospod Konrad? Ja, EZTS po Evropi je danes v njih 80, so namenjeni prav temu, ne, da se na čezmejnih območjih pospešijo, krepijo čezmejne sodelovanje. Ne. Recimo primer Nove Gorice. Gorica je tak
zelo specifičen primer. Nam se zdi, tem, ki živimo na tem območju, je to povsem nekaj samoumevnega. To sodelovanje ali pa ta vsakodnevna in zelo okrepljena interakcija čez mejo. Ne. Moramo vedeti pa, da na ravni Evropske unije to ni tako zelo znano ali pa prepoznano. Ne. Zato so te EZTS ustanovljeni prav z namenom, da se okrepi to čezmejno sodelovanje. Na ravni ali pa na področjih, recimo, izgradnje infrastrukture, kulturnega sodelovanja. Kar je v našem primeru zelo pomembno. Ne. To, kar je specifična karakteristika EZTS, je prav ta, da lahko izvaja investicije na obeh straneh meje, se pravi usklajeno. Ne, da se usklajeno načrtuje same investicije, pridobivajo evropska sredstva in potem, da se tudi te same investicije izvedejo. O projektu Evropska prestolnica kulture teče beseda, pot do naziva pa ni bila lahka. Najprej je bilo treba premagati konkurenco ostalih slovenskih mest, smo slišali, ostalih kandidatk, vmes je dogajanje začinil COVID in izolacija, sledil je pa tisti trenutek decembra 2020, ko je Nova Gorica bila razglašena za Evropsko prestolnico kulture skupaj z Gorico. Ta trenutek je prinesel tudi veliko odgovornosti do partnerjev projekta, do teritorija in prebivalcev. Gospa Neda Rusjan-Bric, poglejmo sedaj območje, širše območje najprej, ki ga vključuje projekt. Če začnemo najprej iz širšega geografskega območja, ki vključuje pač tok Soče na obeh straneh meje Slovenije in Italije. Vse prestolnice na nek način zajemajo mesto, ne, v našem primeru 2 mesti, so mestje obeh Goric in pa seveda tudi širšo regijo. Zelo ponavadi je velik poudarek tudi na tem. Tako da smo morali tudi mi določiti, kaj bi si želeli in v resnici smo pomislili na reko Sočo kot nekaj, kar nas je razdruževalo, a ne, v prvi svetovni vojni in nas danes tako rekoč združuje. Soča, čeprav smaragdna, je rdeča nit našega tudi področja, pa tudi našega programa, zaradi tega, ker je resnično tudi simbolno reka, ki teče oziroma izvira v Sloveniji, teče po našem slovenskem teritoriju, prav do obeh Goric, tukaj prestopi mejo in potem po italijanski strani teče v naše tudi skupno morje. A ne? Boljše si ne bi mogli tega zamisliti, tako da smo rekli, to je eno področje, od tam od izvira do izliva, potem pa seveda tudi širše, a ne? Na naši strani je seveda v bližini Brda z Koljem, se pravi Brda čezmejna, tudi na drugo stran Vipavska dolina, potem Lokve, Banška planota, a ne? Vse to, kar je naša goriška regija, vendar pa smo vključili tudi Štanjel, to je del v bistvu danes Komenske občine. Nismo vzeli celotne Komenske občine, ampak Štanjel kot nekaj, kar čutimo, da je v bistvu pripada na nek način nam, ne, tudi zgodovinsko in tudi seveda kulturno. Na italijansko stran smo najprej seveda mislili bolj na zaledje Gorice, se pravi vse te vasi, ki so tudi v večini slovenske, a ne, imajo manjšino še danes in so zelo tudi sodelujejo in dobrodošli v našem programu tudi. Potem pa seveda se je pridružila tudi regija Friuli Venezia Giulia, a ne, ki je zdaj resnično veliko sodeluje z nami, o tem bo verjetno Tomaž kaj več povedal, in se je to področje razširilo. Na nek način zaradi regije tudi do Trsta in do Vidma, a ne? Vendar pa kljub vsemu zajema predvsem zaledje Gorice. In sedaj, če to območje združimo na somestji, ki sta središče kulturnega in umetniškega programa, to je ta imenovani Epic District oziroma okrožje, če nekako poslovenimo. Pojasnimo te pojme, ki so velikokrat uporabljene, gospa Lorbek, podrobneje vsebini bomo sicer kasneje. Tako, z Evropsko prestolnico kulture bomo tako domačini kot tudi turisti dobili popolnoma novo območje, ki bo vzcvetelo na meji oziroma se bo prenovilo. To je tako imenovani EPK distrikt oziroma EPK območje ali pa tudi EPIC center, če tako rečemo. Čisto infrastrukturno zaobjema
Trg Evrope, ki bo prenovljen in zasijal v novi luči konec tega leta. Potem seveda prenovljeno železniško poslopje in novi podhod, ki bo zelo pomemben tudi za prebivalce Nove Gorice, ker bodo dosti hitreje prišli do tega EPK distrikta in bo služil tudi kot neke vrste mikroprizorišče za vsebine. Ko bodo prišli seveda skozi podhod, bo jih takoj pričakala ta naša urbana osmica, super osmica, ki bo združevala kulinariko in kulturo, tako da bomo na vse načine spoznavali kulturo, pa seveda prenovljeno razkladišče, ki je pa evropska platforma za interpretacijo stoletja, ker bodo pa zgodbe malih ljudi, kako so predstavljene, kako so doživljali to zgodovino z namenom boljše prihodnosti. Tik ob EPK distriktu se pa že v bližini, se pa že nadaljuje tudi Rafutski park, ki bo tudi prizorišče Evropske prestolnice kulture, pa seveda amfiteater, o katerem bomo govorili še kasneje. Še enkrat moram poudariti, da je res ta EPK distrikt velika pridobitev tako za domačine, ki bomo dobili nek prostor za kvalitetno druženje, za kvalitetne vsebine, delavnice, prireditve in pa po drugi strani kot vstopna točka za turiste. To bo res nekaj, na kar bomo lahko ponosni, če bo prišel kdo k nam na obisk iz Evrope, ga bomo pripeljali tja in pokazali, poglejte, kaj imamo tukaj. Tako kot tudi ponosno na slovenska turistična organizacija nosi Novo Gorico na naslovnici, torej tokrat ni Bled ali pa Ljubljanski grad, ampak je Nova Gorica. Gre za čezmejne projekte, to pa pomeni tudi usklajevanje postopkov na obeh straneh meje, kjer tudi orjete ledino. Precej teh projektov se odvija, se je že zaključilo, pa vas bom prosila za en vpogled v to, kaj vse nas bo pričakalo v letu 2025 oziroma kaj je že na voljo. Super je ta istočnica, hvala. Tako je, pomembna dedičina vseh prestolnic kultur, po mojem, je tudi ta infrastrukturni del. Še toliko bolj to velja seveda za manjše prestolnice kulture. Nova Gorica in Gorica, moramo vedeti, da je ena manjših prestolnic, ki so do zdaj blečene, že najmanjša. Ni, da pri nas manjka ta infrastruktura. Pomembno je, da za tako velik projekt, namreč že za eliten projekt, Evropska prestolnica kulture, dejansko eden največjih projektov v letu v Evropski uniji. In ta manjkajoča infrastruktura mora biti seveda izgotovljena. Najpomembnejša investicija, vsaj za nas, kar se tiče EZTS, zagotovo je sam trg, prenova trga Evrope in navezavanja 3 ulice na italijanski strani. Zakaj? Ker bo to eno od ključnih prizorišč ne samo za namen otvoritve, ampak tudi v nadaljevanju za manjše, večje evente in tako naprej. In verjamemo tudi dolgoročno, da bo to postalo neko novo stičišče 2 mest, kjer se bosta povezovala, bo neko prizorišče druženja, dogajanja in tako naprej. Bo dobilo povsem drugačno vlogo, kot jo danes ima. Zdaj, poleg samega trga so še druge investicije, ki jih je direktorica pred mano že lepo zlistala oziroma navedla. Jaz bi poudaril, da tudi na italijanski strani, na strani Stare Gorice, seveda je v teku precej nekih investicij. Tako na samem gradu, Goriškem gradu, prenova prizorišča oziroma trga in parkirišča na Casarosa oziroma Rožna dolina, hvala za pomoč, punce. Znotraj mesta tudi se prenavlja kup nekih objektov, parkirišč, urejajo se vrtovi in parki. Tako da jaz mislim, da za sam namen prestolnice kulture obe mesti sta zagnali nek nov cikel investicijski. Pa to ni samo to, tudi kolesarske poti, kaj ne, pomembne, ki jih ljudje radi uporabljamo in vidimo v naravi. Super, ja, kolesarske poti so seveda zelo pomemben del vseh teh investicij. Zakaj? Zato, ker lepo integrirajo te investicije v neko enotno podobo ali pa v neko enotno destinacijo. In kar je pri tem še toliko bolj pomembno je, da se celotna infrastruktura ne izgrajuje samo in zgolj za recimo obiskovalce, turiste in tako naprej, ampak da bo namenjena, in to je tisti ključen element trajnosti, da bo namenjena nam, prebivalcem, tistim, ki živimo na tem območju. In same kolesarke ali pa sprehajalne poti so dejansko odličen primer tega. In to je tudi del tiste dediščine, ki bo ostala, kaj ne. Če se še malo pomudiva pri Trgu Evrope in temu trizobu, 3 stičišču 3 ulic iz italijanske strani, čisto sveže je to na prizorišču, kaj ne, ta dela, če pojasnimo, kaj se dogaja. Ja, dela so zdaj v polnem teku, seveda
z vsemi težavami, ki pridejo oziroma pritečejo tovrstnim investicijam, ampak mi smo prepričani, da v roku, ki smo si ga postavili, se pravi do konca leta, bodo vsa ta dela izgotovljena, tako da bo trg olišpan, ozaljšan in lep za to, za samo prireditev, za samo vodno prireditev same prestolnice kulture. Pa tudi EZTSGO tukaj orje ledino, kaj ne? To so vendarle čezmejni projekti, se pravi, da je treba usklajevati predpise, zakone na dveh straneh meje, kar bo tudi ena dediščina za nadaljne projekte tega somestja. Drži, to za nas kot EZTS je to vrhunska šola. Pri tem smo se ogromno naučili, smo se naučili že predhodno pri prejšnjih projektih, kar nam je zelo koristilo pri tej investiciji, ki je tako zelo pomembna. Tako je, ne, tisti, ki se malo kdaj ukvarjal z investicijami v javnem sektorju, ve, da je že javni sektor sam po sebi, če se ukvarjaš samo z nacionalno, z investicijo na eni strani je precej kompleksen. Dati skupaj dva administrativna sistema z ene in druge strani v en projekt, z eno hudo časovnico, kakor jo imamo mi pri prestolnici kulture, vam povem, da je super izkušnja in z nje se bomo ogromno naučili. Verjamem. V tem delu bom še omenila to prenovo železniške postaje, ki jo je direktorica Lorbek prej že nakazala. Celoten projekt je vreden več kot 60 milijonov evrov. V sklopu del pa bo urejeno postajno poslopje, novo parkirišče in postajališče za avtobuse. Potnikom bosta na voljo 2 nove perona z nadstrešnicami, nov podhod pa bo povezal železniško postajo in Trg Evrope, kar smo ravnokar govorili. In vse to bo urejeno, ta del, ki sem ga sedaj omenjala, z državnimi, evropskimi in občinskimi sredstvi. Pa naredimo tukaj eno začasno piko, ponovno se bomo prepustili glasbi in nadaljujemo seveda z vsebinami, ki nas čakajo v letu 2025. Veliko omenjamo prijavno knjigo Evropske prestolnice kulture. To je skoraj 100 strani obsegajoč dokument, v kateri je opredeljen program leta 2025. In čas je že, da se pomudimo prav pri programu in 4 sklopih, ki so bili tukaj opredeljeni. Gospa Neda Rusjan-Bric, vam podajam to žogico sedaj. Kaj vse nas čaka leta 2025? Se pravi, čez 250 dni. Ja, ta natančno 100 strani obsegajoča knjiga, namreč to je pravilo tekmovanja, kot smo že prej rekli, obsega razne stvari, med drugim tudi programa. Ne? No, in program seveda je bil takrat zastavljen tako, kot smo mislili, da je prav, ne? Očitno smo dobro razmišljali, ampak zdaj ga je bilo treba pa tudi razviti. To pomeni, da se bazira sicer na vsem tem, kar je bilo že zastavljeno v programski knjigi, ampak tukaj morate razumeti, da je 4 leta že kmalu razlike od takrat tudi več, a ne? In vmes smo imeli, kot ste že tudi prej omenili, COVID in tako naprej. Skratka, vse te stvari se je treba prilagajati vsaki prestolnici kulture, ne samo v naši realnosti, v temu, kar se dogaja, kar še prihaja in tako naprej. Ampak kljub vsemu, glede na to, da smo se obvezali, da bomo naredili ta program, ga moramo tudi zdaj narediti, a ne? Tako da večinoma smo ohranili 80% vse, kar smo napisali tam. Če omenim lahko samo te, ne vem, naše highlighte oziroma vrhunce, kot jih omenjamo, a ne? Niti niso razdeljeni tako striktno po sklopih, kot smo jih razdelili tam, a ne? Ampak so kljub vsemu ostali isti. Če jaz, recimo, zelo pomemben se mi zdi ta sklop Come Home, naprimer, kjer smo povabili takrat 3 umetnike, ki so rojeni v naših krajih in imajo velike in pomembne kariere po celi Evropi ali pa celo v svetu, a ne? To so Tomi Janežič, Marko Pelhan in izvrsten pianist Aleksandar Gadžijev, ki je v tem času, odkar smo ga tam povabili domov, naredil res svetovno kariero in je svetovno znan pianist, a ne? In je z ponosom naš ambasador tudi in oznanja na nek način Evropsko prestolnico kulture po celem svetu in to tudi doma pride, vsakič se zglasi tudi tukaj in je vsakič, ko ga povabimo, v bistvu z veseljem del naših programov že zdaj, a ne? No, in poleg teh velikih zvezd, seveda, vse te, ki smo jih imeli tudi zapisane, naprimer razstave, ki jih bo več o Mušiču, a ne? Potem skupaj z italijansko stranjo se obnavljajo tudi deli bolnišnice psihiatrične takrat, kjer je bil dr. Franco Bazalja, a ne? Ki je izjemna pomembna osebnost v
ne v kulturi, ampak tudi, ne, seveda je to postala naša kultura, ampak v načinu obravnavanja psihiatričnih bolnikov in sploh duševnega in psihiatričnega zdravja. Ne. Potem seveda vse smo se dotaknili seveda vseh naših zgodovinsko pomembnih osebnosti, ne, kot je, ne vem, Kosovel, Pazolini, Ravnikar tudi seveda, ne. Slavoj Žižek bo seveda potem vse to na nek način tudi ovrednotil z nekimi razmisleki o tem, kdo smo, kje smo bili, kdo so ti ljudje, ki so tukaj nastopali. Ne? In najbolj pa bi bilo za poudariti naprimer to, da smo v izgradnji recimo koledarja celega mesta razdelili koledarja leta, smo razdelili leto na 4 velike sklope. Tako. In sicer bojo tukaj tudi 4 veliki dogodki, ki jih bodo označevali recimo, in sicer je to prvi del, ki ga zaznamuje otvoritev, recimo temu tako, 8. februarja, drugi del, ki ga zaznamuje 1. maj, pohod prijateljstva in pa celoten teden Evrope, kot ga imenujemo. Potem je jesenski čas, ko imamo nam tako znano v italijanščini rečeno gusti, ne, ki smo jih ponovali okusi brez meja tokrat, ne, in potem pa tudi zaključek, ki ga obeležuje projekt Božične luči, kakor smo si jih zamislili že takrat, ko bomo na nek način skupaj zaključili leto in na nek način upamo pokazali, da je to somestje dejansko postalo somestje, tudi na simbolen način, tako da bo novoletna okrasitev enaka in podobna in povezana v obeh delih mest. In če na hitro preletiva še vsebino epika in super osmice. Veliko se uporabljata 2 izraza v poročanjih novinarskih, v vsakodnevnem življenju. Kaj to prinaša? Čisto na kratko, še če to dvoje opredelimo. Epik je predvsem... Ja, epik je bil in je še vedno eden naših osrednjih projektov. Mislim sicer, da žal ne bo fizično dokončan čisto do začetka leta, ampak bo pa seveda nekje do sredine, oziroma mi računamo na otvoritev v Evropskem tednu takrat v začetku maja. Kaj prinaša vsebinsko? 25. Vsebinsko pa v bistvu prinaša, kot je že Mija prej omenila, na nek način pregled 20. stoletja, tudi ime smo mu dali tako, epik je namreč kratica za Evropska platforma za interpretacijo 20. stoletja, in skozi zgodbe ljudi na obeh straneh meje, skozi interpretacijo na nek način dogodkov, ki jih poznamo, zgodovinskih dogodkov, v pogled v to, kako so to doživljali Italijani, Avstrijci tudi takrat še seveda, ne, Slovenci, Furlani, skratka, kaj je to pomenilo za posameznike, in skozi to si človek lahko ustvari sliko, ne samo indoktrinirano, bom rekla v navednicah, z ene strani, ampak v bistvu z vseh strani hkrati, in potem mislimo, da lahko vsak zaključi, da smo vsi v določenem intimnem trenutku enaki, v trenutkih vojne pa najbolj, ne. Projekt Evropska prestolnica kulture pa ne naslavlja le kulture, kot smo slišali, pač pa prinaša dobrobit tudi za turizem in gospodarstvo. Kako, gospa Lorbek? Tako je Evropska prestolnica kulture, poleg tistega najpomembnejše naloge, seveda, da je posvečena kulturi, prinaša številne pozitivne učinke tako na infrastrukturo. Tukaj bomo imeli cel sklop nepremičnin, stavb, ki bodo tudi kasneje doprinesle k vrednosti našega prostora in razlogom za obisk. Med panogami, nekatere ima pa izrazito pozitiven ekonomski učinek, pa sta seveda panoga turizma in kreativno-kulturnih industrij. Tukaj moramo povedati, da to niso zanemarljive panoge, saj sam turizem v nekem povprečju evropskem prinaša 4,8% BDP-ja posameznih držav, kreativno-kulturne industrije pa 4,7%, tako da vse skupaj to smo že skoraj krepko na 10% nacionalnega, mislim, bruto domačega proizvoda. Za primerjavo agrikultura, ki je vse mogoče bolj znana
in poznana, je krepko pod 2%, tako da ni zanemarljiv tudi ta pozitiven učinek. Seveda, kulturno-kreativnim industrijam se poleg kulture prištevajo še arhitektura, oblikovanje, pa tudi mediji, seveda, ki so pomembni stvaritelji tega prostora. Prav tako že tudi v sami prijavni knjigi, ki je bila tako odlično zamišljena, da smo, hvala Neda, da lahko zdaj ustvarjamo po njej. Vesna. Neda in Vesna, tako. So tudi predvideni že sami projekti skupaj z nekaterimi našimi najboljšimi podjetji, tako da imamo tukaj sodelovanje z Intralightingom, Arcturjem, Senk, vključen je tudi PTP, pa seveda strateška partnerstva z Nomagom, Slovenskimi železnicami, pa upamo, da bomo še kakšnega dodali. Prav Evropske prestolnice kulture beležijo dolgoročne učinke, ne samo tisto leto, ko nosijo naziv, ampak tudi kasneje, kar ste tudi že nekaj nakazali. Kako pa boste naslavljali recimo težave ali pa, če to niso, z nastanitvami v tem prostoru? Jih bo dovolj? Kje bodo vsi ti turisti, ki pridejo na naše območje? Tako, pri turizmu gre za povečan obisk tudi domačih turistov, to pomeni tudi tistih, ki se pripeljejo iz Ljubljane, iz Hrvaške, Avstrije in Italije, ti seveda prenočišč ne potrebujejo, pustijo pa seveda tudi, kupijo spominke, pojejo kaj lepega in pustijo tudi kaj denarja pri nas. Potem tisti, ki se pa odpravijo na obisk našega lepega somestja bolj daleč, pa gledajo po vseh statistikah neko to širše območje, tako da jim bomo tudi kot širše območje ponudili prenočišča. To pomeni, da gre vse, da bomo uporabili prenočišča vse od Vipavske doline, Soške, Kras, pa seveda tudi na italijanski strani. Pomemben vidik Evropske prestolnice kulture je tudi financiranje. Tukaj gre za projekt, pri katerem sodelujeta 2 državi. Smo slišali, gospod Konrad, lahko vas povprašam po teh finančnih zadevah? Ja, dobro, financiranje, tle mi bo še direktorica pomagala, kar se tiče slovenskega dela. Financiranje je v grobem sestavljeno dejansko iz financiranja, evropskega financiranja, ki je glavnina. Zelo pomemben del financiranja pa seveda tudi javno nacionalno financiranje na slovenski strani, kar se tiče države, vlade Republike Slovenije, in v velikem delu tudi zlasti v zadnjem letu se je izkazala tudi znatna pomoč za dežele FJK oziroma Friuli Venecija Giulia oziroma Furlanija Julijske krajine. In seveda ne smemo pozabiti tudi lastnega financiranja strani občin na eni in na drugi strani. Tako da gre za precejšen zalogaj, to zagotovo. Hvala Bogu pa, da je na znanje tako pri zavodu kot pri občinah kot EZTS-ju, da uspemo pridobiti tudi različna evropska sredstva, ki ta del precej olajšajo. Zdaj, če se jaz lahko navežem še na tisto, kar ste prej rekla. Dediščina zagotovo najbolj vidna ali pa tangible je infrastruktura, bo pomembna in bo ostala v našem prostoru. Je potrebno pa je poudariti tudi, da se skozi tako pomemben projekt, kot je Evropska prestolnica kultura, pridobijo tudi neke druge karakteristike ali pa kakovosti tega prostora, ki so tiste mehke vsebine, en kup nekega znanja se bo nabralo v našem prostoru, en kup nekih koprodukcij, sodelovanja, vključevanja prebivalcev, in to je tisti garant za nek trajnejši razvoj v našem prostoru in zagotovo ga ne smemo pozabiti. In kar je pod črto pri vsem tem najpomembnejše je, da se čez mejo ustvari neko zaupanje med skupnostima na eni in na drugi strani. In mislim, da je eden od ključnih poudarkov te naše prestolnice kulture prav ta, da gradimo neke mostove in da se povezujemo na eni in drugi strani meje. Če lahko samo dodam točno to, kar je zdaj Tomaž govoril, smo v resnici razmišljali, ko smo pripravljali kandidaturo, ker takrat tudi nismo še si upali niti verjeti, da bomo dejansko dobili tudi toliko sredstev za infrastrukturo. Smo, ne glede na to, bili prepričani, da je največja dediščina, ki bo ostala, je to, da se že 8-9 let in se pravi bo 10 let
intenzivno vsi dejavniki v obeh mestih in celo širše ukvarjajo z to čezmejnostjo. In to bo naša največja dediščina. V to sem popolnoma prepričana, to se tudi kaže. Jaz sem priča tega, kako je izgledalo to sodelovanje pred tolikimi leti ali pa danes, ko izgleda samoumevno, ampak ni, in jaz sem prepričana tudi, da se bo to v letih, ki prihajajo, samo še stopnjevalo. In tukaj mislim, da smo najbolj lahko ponosni na to. Današnjo oddajo, ki smo jo posvetili projektu Evropske prestolnice kulture, bomo zaokrožili v letu 2025. 8. februar, slovenski kulturni praznik, je datum, ko bodo zadonele fanfare in označile začetek celoletnega dogajanja. Neda Rusjan-Bric, kaj se pripravlja? Ja, pripravlja se cel vikend, petek, sobota in nedelja, seveda z glavnim dnem 8. februarja, kot ste že povedali, to je sobota, zato računamo seveda tudi na polno udeležbo predvsem naših meščanov iz obeh strani, in seveda tudi turistov. Dogajanje bo od samega jutra do pozno v naslednje jutro. Poimenovali smo to že v programski knjigi Od postaje do postaje, namreč dogajanje se bo začelo na postaji v Gorici in se potem simbolično recimo zaključilo na Trgu Evrope oziroma razširilo čez celo mesto po tako imenovanem after party, recimo temu. Dogajanje pa bo simbolično odprtje na Trgu Evrope, potem pa tudi še pred občinsko stavbo Nove Gorice in gledališčem predstavitev kratkih teaserjev, se pravi, kaj bomo videli v letu 2025. Tako, odlično, komaj čakamo. In ker že zaokrožujemo oddajo, vas bom sedaj povabila k zaključnim mislim, kar nekaj se jih je utrnilo tako med oddajo, samo pa gospod Konrad, kaj bi vi povedali tako? Jaz bi povedal tako dobro. Zdi se mi, da je Evropska prestolnica kulture mora biti priložnost za vse, ki živimo v tem prostoru. To ni projekt ene mestne občine, dveh mestnih občin ali pa zavodov. Pravi, da je to priložnost za celotno območje. In dajmo kot takega to videti in dajmo vsi v tem videti svojo priložnost ali pa možnost, da se izkažemo in da smo ponosni na to, kar imamo. Gospa Lorbek? Najpomembnejše sporočilo in dolgotrajni doprinos Evropske prestolnice kulture je zagotovo to, da gradimo neko boljšo prihodnost za nas in tudi za naše otroke, ker bomo postali nek vzorčni primer sodelovanja med območjima, ki jih je v preteklosti ločevale številne stvari. In sicer to je zelo pomembno zaradi tega, ker vidimo, da v današnjem času mir ni več samoumeven. Moram povedati, da sodelovanje nikoli ni enostavno. Nekateri si predstavljajo, ja, pa sodelujemo. Ne, to je težko delo, trdo, plansko, ampak vedno na koncu nam uspe najti rešitev. In bi zaključila tukaj z mislimi, ki nam jih je položil nekako v naročje tudi avtor mozaika na Trgu Evrope, Vekjet, ki je rekel, da upa, da se bo Evropska prestolnica ukvarjala predvsem s tistim, kar prihaja naprej, da ne bo toliko gledala nazaj, ampak da bo gradila neke vrste tudi novo Evropo, čemur je posvečen tudi sam mozaik. In temu tudi ni več kaj dodati. Najlepša hvala vsem trem za obisk v našem studiu. Vam, spoštovani poslušalci in poslušalke, pa hvala za vašo družbo. Radio